Dober dan in dober večer, spoštovani gledalci, spoštovane gledalke. Moje ime je Iztok fucking Gartner in vi gledate novo edicijo novega Faktorja. Ja, prejšnji teden smo prebili led in jaz sem bil tako zelo zadovoljen s svojima komentatorjema Jerco Legant Cvikl in Božidarjem Wolfandom Wolfom, da sem se odločil, da jo bom imel še v tele vdaji in da bomo tudi danes skupaj predebatirali cel kup zanimivih tem. Predno jo pozdravim in predno pošimfam, kako zgledata, bi se pa nekako osredotočil že takoj na prvo temo. V prejšnji vdaji smo, kot veste, debatirali o plastičnih operacijah in o tem, ali so ženske, ki se ne operirajo, res navadne kmetice, kot pravi Denis Dejm. Tokrat pa bomo mičkeno v resnejšo stran obrnili temo in seveda nastopili proti estetskim operacijam, kajti moje mnenje je, da so šle te operacije prevečkrat predaleč, torej da so ženske postale s tem obsedene, torej da bi morali plastični in estetski kirurgi reči: hopla, ne, tvoje joške so ok, trojka, ne moreš imeti osemke, tvoja usta so ok, taka, ne moreš postati raca in pa rit od opice v obraz. Skratka, ta obsesija z estetsko kirurgijo, ta obsesija s tem, da si ženske in tudi moški na obraz in tudi na ostale dele telesa lepijo in večajo in izmaličijo vse možno, da so na koncu po operaciji in posegu 100-krat slabši, kot so bili prej, je šla res v totalni ekstrem. In predno pozdravim svoja dva nocojšnja komentatorja, bi režijo prosil, torej, da zavrti en posnetek, ki sem ga pripravil posebej za tole vdajo. Notri sem zbral ene take res tipične, klasične primere, kaj se zgodi, če nekdo pri estetski operaciji pretirava in mu torej kirurg pravočasno ne reče: hopla, tole pa dovolj. Režija, prosim. Jerca in Wolf, lepo pozdravljena v še enem novem Faktorju. In mislim, da so moje besede tokrat povsem odveč in bi, Jerca, tebi dal takoj besedo in te vprašal za komentar tega, kar si pravkar videla. Ja, tole je kriminal v živem, ne. Jaz mislim, da bi bilo treba preganjati tako kirurge, ki sploh grejo v takšne posege radikalne. Posameznik se za to odloča sam, svobodno voljo, in ker je človek že po naravi svoji, skozi zgodovino se je to večkrat dokazalo, nagnjen k temu, da zlorabi vsak izum in da nima meja, je tudi v tem primeru šlo daleč predaleč. Sodobna družba je družba vizualizacije in vizualnih podob, estetizacije posameznika, in ljudje seveda s tem pretiravajo, ker mislijo, da bojo vsi barbike in hollywoodske zvezde. Seveda kompenzirajo neke manjke, ki jih imajo sicer, o tem zdajle ne bi govorili. Dejstvo pa je, da te podobe, ki nas zasipavajo iz revij, in da nikoli v zgodovini človeštva ni bilo toliko vizualnih podob, ki bi nas dnevno targetirale, da moramo nekaj narediti na sebi. Jaz sem že povedala, da zadnjič, da se mi zdijo estetski posegi upravičeni, dokler gre za neko pomoč naravi, ko se zadeve začnejo ven iz neke gravitacije dogajati in ko si želimo se počutiti bolje v svoji koži. Vsa pretiravanja so pa nedopustna. No, če si že omenila to gravitacijo, pa recimo, če izhajam iz tebe, ti bo zdaj prišla tudi v neka leta, kjer ti bo začela gravitacija nagajati. Pa me zanima, boš posegla po teh estetskih kirurgih ali boš ostala takšna, kot te je dala mati narava? Glej, ko bom izrabila vse naravne vire, kot so svež zrak, vsako jutranjo džogiranje, dobra prehrana, zdrava, pozitivno mišljenje in tako naprej, nikoli ne reci nikoli. Morda se bom tam po 50 znašla pri kom, ki mi bo popravil kakšen zob ali pa morda zgladil kakšno gubico. Nisem kategorično proti, ne razmišljam pa še zaenkrat o tem, ker sem zadovoljna s sabo in to je najbolj pomembno. Predno dam besedo Wolfu, še vsem te bom malo izzval, ker te že imam tu, pa ki si ženska, ne? Večna obsesija žensk z velikimi prsmi izhaja po tvoje iz česa? Da je ženska nezadovoljna ali da je njen moški nezadovoljen?
Veš, to gre že v zgodovinski rek man act, woman appear, kar pomeni moški deluje, on je frajer, ker je lovec, ženske pa moramo biti lepe. In ta občutek, da bomo bolj zaželjeni, je to nek simbol seksapilnosti in ženstvenosti. Prsi so tiste, ki vzbujajo pozornost tudi pri moških. Ženske s tem želijo imeti več pozornosti in zato se odločajo za večje prsi. Ker seveda mati narava tudi je zelo različno obdarila ženske, vemo, da imamo vse številke, nekatere so celo mame, dojijo in tako naprej, pride do nekih deformacij, ki so potrebne pomoči, in če je ta medicina tako daleč pripeljala, da se to da narediti brez kakšnih hudih posegov v zdravje, kar je najbolj pomembno, potem se ženske za to odločajo. V Ameriki je ta trend, to je tako, kot če bi šel na tržnico, se ženske odločajo in grejo si povečati prsi, spreminjati obrvi, nohte in tako naprej. Ta trend je zdaj prišel tudi k nam. Seveda je pa treba imeti občutek za mejo, sicer gremo v pošastne podobe, kot smo jih videli prej. Wolf, da te vprašam, da bi ti imel punco, ženo, partnerko z zelo malimi prsmi in bi bil ti malo nesrečen, ker bi bil pač od prej recimo navajen ene, ki ima večje. Pa bi imel dosti denarja, bi rekel, da si jih ne da povečati, ali bi to odločitev prepustil njej? Prvo, meni so mehne joške všeč, tako da... Lej, zdaj si dobil oboževalke, še več, ko jih že imaš, ne? Ja, svaka čast. V glavnem, meni se zdi, da velike prsi so mečke gužvo delajo pri celi zadevi, ker se ti tekta in ostale mi skrbi. Nisem neki zaljubljenec v to. Vem, imam pa frende, ki totalno norijo za tem, in mi nekaj ogromno pomeni, pač verjetno zato, ker so ogromne, ne. Zato jim tudi pomeni toliko veliko. Kar se mene tiče, je tako, ne, če je potreba, jaz bi rekel, če ima zelo velike, bi jaz predlagal, da si jih zmanjša, ker bo lažje živela, lepš bo izgledala in tako naprej. Če ima pa premehne, pa pač odločitev na njej, kaj bo naredila. Jaz poznam v Ameriki kar neki punc, to so v moji žlahti tam, ki so si to naredile pri 15 letih že in so imele velike probleme tam pri enih 25, kot 10 let kasneje, z temi vložki, kjer so začeli spuščati in so imele velike probleme. Kaj pa recimo, da bi tvoja partnerka, ne vem, pride v neka leta, pa se ji zadeva povesi, pa se ji zadnica povesi, pa se ji joške povesijo, pa se ji vse povesi, takrat bi pa rekel, da jo pošleš kirurgu ali ne? Lej, jaz imam en nasvet za tiste, ki so mlajše ta trenutek, ledeno mrzla voda zelo pomaga. Sam mečken se, ko se kopate, odprite ledeno mrzlo vodo in vsak dan si jih stuširajte tako in boste videli, kako vam bojo trdo stale kar nekaj leta. Ne. Če bi se pa meni to zgodilo, da se povesijo moji partnerki, bi pa definitivno bil za to, da si popravi. Sem proti vložkom, ker vem, da ne funkcionirajo glih, kar se zdravja tiče, ampak kar se pa izgleda tiče, pa ni potrebno, da so že te ne vem kako velike. Jerca, kot si slišala Wolfa, vsak dan moraš hoditi pod ledeno mrzlo vodo in ti bojo joške baje stale kot za šalo, kakor sem ga uspel razumeti. 100%. Jaz to že zelo dobro vem. Saj sem prej omenila naravne vire. Zakaj jaz edini tega ne vem? Ja, lej. What the fuck? To so skrivnosti velikih mojstric. Zdaj lahko svoje začneš tuširati, da ti bo lepo stalo. Ker če grem jaz po tuš, se stvari zmanjšajo, če je mrzla voda, tako da mi ni logično, zakaj bi stale potem joške. Jerca, daj mi to razloži, da sem pa šokiran. Ja, veš kaj, moški ste z Marsa, ženske smo pa z Venere, tako da stvari ravno obratno funkcionirajo. Aha. Vi ste ven, mi smo pa noter. Daj mi povej, mogoče, če se še malo navežem na Wolfa, recimo, da bi ti partner rekel, tole pa ne zgleda več tako v redu, dajma midva to popraviti, kaj bi ga poslala v 3 krasne ali bi ga poslušala pa bi šla na operacijo? Ne, jaz bi se zamislila na njegovo kritiko in bi jo pač poskušala ugotoviti, ali ima realno osnovo. In če bi videla, da je težava pri njem, bi rekla, da naj si pač poišče tam, kjer mu je bolj všeč, jaz bom pa zadovoljna sama sabo. Če bi pa videla, da ima prav, bi pa rekla, hvala za nasvet ali pa recimo sugestijo.
Zakaj pa ne? Dobro, gremo mi v reklame, ko se vrnemo nazaj, pridemo k koncu tudi tele naše prve teme. Jerca, če ti dam še eno vprašanje, malce antropološkega vidika, sociološkega morda, recimo, ko je prej Wolf omenil, da se tudi mlada dekleta, ki jim niti niso recimo prsi do konca zrasle, ki se jim niti ni zadnjica do konca izoblikovala, pa že hodijo k estetskemu kirurgu, kaj misliš, da je narobe z njihovimi starši, da dejansko to dopustijo? Ja, to je ta sindrom estetizacije, ki je preplavil globaliziran svet, kjer se lepe podobe delijo tako rekoč kot sveže žemljice na vseh družabnih omrežjih, tekmujejo med sabo mladenke, katera bo lepša iz katere perspektive in delajo selfije raje kot berejo knjige. Absolutno so tle starši, ki so očitno pretiravali z temi podobami in jim pustili, da so zabredle tako daleč, kajti mi smo sami vzorniki svojim otrokom in če slišiš starša, ki ves čas govori o nekom, da ima preslabo to, preslabo tisto, da je treba paziti na linijo in je obseden z neko vizualizacijo, potem otroci to seveda te vzorce prenašajo naprej oziroma jih še spotencirajo, ker dejstvo je, da otroci vsi nas posnemajo in še potem to še s tem pretiravajo. In med seboj generacijsko jaz slišim zgodbe, kjer se izključujejo. To so celi tabori, kater ima kakšno blagovno znamko, kako kdo izgleda, kdo se s kom druži, celo družbene izključitve se dogajajo zaradi tega. Skratka, celoten svet je na nekih vrednotah se zgradil instantnih, ki so škodljive za zdravje in posameznika. In dokler tle ne bomo presekali z nekimi klasičnimi vrednotami, ne bo drugače. Wolf, če ti dam izziv mogoče ob koncu te teme, upaš našteti par Slovenk, ki so po tvoje pretiravale z estetsko kirurgijo? Vsi vemo, recimo prijateljica moja Miša Molk je pretiravala malo, ne? Ona pač uživa v tem, kar dela, zelo lepo izgledala celo njeno življenje, zdaj pa majčkeno je tako, ne? Je že leta naredijo svoje pri takih operacijah, ne? In je potem težko čisto popraviti vse do konca. Ampak jaz pravim tako, ženske, dokler se same dobro počutijo, ne delajo krčijo. Jaz jim ne priporočam, da grejo v tako veliko spremembo identitete, ker mene je celo v življenju zelo šokiralo to, kako so ljudje nezadovoljni sami s sabo, da sploh grejo v nekaj tasga, ne? In se spremenijo identiteto, nekateri si spremenijo spol, nekateri celo raso, tako kot Michael Jackson, ne? On je s črnca postal belc, ne? Tako da... No, tukaj moramo paziti, tu si me zdaj na levi nogi dobo, ne? Michael Jackson je imel bolezen vitiligo, ne? On ni to počel, kar mnogi mislijo, da se je neke injekcije šprico not, on je imel pigmentacijsko bolezen kože, tako da tukaj bi v eni drugi vdaji mogoče to midva se skregala na polno, ne? Tako da, pazi, kaj govoriš. Ti si neki bral, jaz pa neki drugega, ne? Ti si bral rumene trače, ne? Ti si rumene trače bral. Resnica je pa takole not nekje, lej, vmes. Tu se me raj pazi, ne? Ok, dajmo končati tole temo estetske kirurgije in plastičnih operacij in skočimo še na nekaj bolj vročega in bom rekel tudi, kar se mene tiče, vedno aktualnega.